Jingle, kaj pride jingle noter. Čudovito. So kontemplirala, kakšen mikrofon bi ti zrihtala. To je kar fajn. So študirala, če obstajajo take oblike penisa. To je čisto fajn. Rdeča kugla, ne oranžna. Oranžna kugla. Ja, Še malo sprosti. Zdravo, dobrodošli v 5. epizodi kritiškega posetka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes nekaj popolnoma drugačnega, novega, žgečkljivega. Danes je z nama umetnica Petra Korent. Malo bomo poklepetali o erotiki, ilustraciji in njenemu prehajanju v druge medije. Zdisali bomo mogoče kakšno razstavo ali prakso in spomnili se bomo tudi kakšne Petrine razstave. Malo bomo pokukali tudi v kakšne zine in videe. V glavnem, pozdravljena Petra, kako si? Živjo, Maša. Super sem, pa ti, vidva. Super. Imamo dva voditelja. No, v glavnem, kot stalnica od trojice sva z vami ponovno Jernej in Maša. Ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. Zmislila sva si tale tako imenovani kritiški posladek. Gre za nekako para-umetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično, ponavljajočo se prakso nekega neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Torej, nekaj, kar midva že itak počneva, zdaj pa lahko nama in najinim sogovornikom prisluškuje tudi občinstvo. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. No pa malo o Petri, no. Tisti, katerim Petrino ime ne zveni ravno poznano. Petra je umetnica mlajšega kova, ukvarja se z ilustracijo, digitalno grafiko in grafičnim oblikovanjem. Njena dela prepoznava po podobah avtov, rožic, svečnikov, tepihov in predvsem občevanja. No, v zadnjih letih gre zaslediti večjo pojavnost njenih razstav v slovenski kulturni sceni. Sodelovala je z rdečimi zorami, tako z razstavo kot z oblikovanjem grafične podobe 22. festivala, torej leta 2021. Se je predstavila samostojno razstavo v galeriji Alcatraz in nasplošno bila prisotna na mnogih skupinskih razstavah. Predvsem pa gledalcem ostane v spominu s svojim izoblikovanjem specifičnim jezikom. Njene pomladne ali spontano igrive podobe svojo zbadljivo vsebino težko pustijo kogarkoli ravnodušnega. Njen izrazni jezik deluje direktno in brez zadržanosti. S tem se Petra postavlja v vlogo sodobne feminističnega aktivizma brez kakršnega koli prenaprezanja. In iz del gre razbrati, da ima odprt in sproščen odnos do spolnosti in se tega ne sramuje. Daleč od prvega feminističnega vala, ko bi kaj takega bilo skoraj da nezaslišano. V glavnem gre za silo perspektivno umetnico, ki ustvarja všečne, a pronicljive podobe. Hvala, Jernej, za ta diskurs. Petra, povej nam mogoče, s čim se kaj ukvarjaš zadnje čase, a pripravljaš kakšno novo zadevo, kakšen nov projekt, a si kaj zanimivega obiskala, videla v teh jesenskih tednih, mogoče kakšno razstavo, se na kakšen sejem pripravljaš, bo kaj novega, ali pa kako te mini ilustracije napredujejo. Ja, živjo, hvala za ta čudovit uvod. Mi kar prosila za kopijo, da imam za CV. Ja, drugače, te dni postajam bolj, se reče, obrtnik, ker veliko časa preživim na Štajerskem, ker imam opcije do veliko orodij, tako da sem zdaj začela okvirjati svoje dela, z okvirji, ki jih sama naredim, z žago in sam iz recikliranega lesa. Tako da ja, v bistvu te okvirje bojo prvič videni v dobri vagi. Zdaj na svežih ribah bom dodala 2 ilustracije in prvič v zgodovini bodo originali, te črno-beli, po katerih sem prepoznavna. Tako da ja, to bo zdaj kratko, mislim, da ta teden moram prinesti, tako da ja. Že malo mudi. Ja, ne, okviri so že narejeni, sam še dokončam risbe, kjer se bo tudi pojavili sočni pripetljaji. En bo z mojim dragim, en pa solo risba. Tako da ja, te dni bolj raziskujem neke
medije, kjer lahko združim neko praktičnost z artom in sem tudi začela zasnovati neke luči, ki bom delala. Tako da, Wow. ja, Mhm. sem Še malo full on. elektrotehnika. Ja, bom totalno obrtnica postala, ker sem se te dni malo spraševala, da je zabavno združiti neko praktičnost z artom in bi naredila tako umetnost v zadevi, ki jo uporabljaš vsak dan. Tako da to je bila moja ideja za tem. Tako da zdaj večinoma to razvijam, kar se tiče mojega prostega umetniškega časa. Tako da pol imaš tako kar malo neko delavnico tam na tem Štajerskem. Ja, ful je cool, ker nikoli nisem imela dostopa do tog orodja, ampak zdaj, ki ga imam, je tako nov svet se odprl, tako da je ful zabavno delati z orodjem in lesom in drugimi materiali, tako da ja, ful fun. Kaj je bilo pa vprašanje? I guess ja, v dobri vagi 2 nova dela naslednji teden. Reč te miniature, to je pa tudi ful luštna zadeva, ki sem se je lotila in moja ideja je bila v bistvu, da prodajam originale po neki prijazni ceni in so v bistvu 1x1 centimeter velike risbice iz tako vsakdanjega življenja, ki lahko vsak se najde v kakšni morda in ne vem, se mi zdi, da se zaradi tega tako kar v redu prodajajo. To je malo taka kapitalistična poteza iz moje strani, ampak Ne, pa te so take ful prikupne, pa v bistvu pa sprtu okol, pa okvir je pa kar večji, ne, tako da v bistvu ni zdaj tako, da bi, ne vem, človek, ki to kupi, pa doma nekam obesi, da bi se stvar zgubila ali pa da bi jo na koncu imel v denarnici, ne, Ja, ki je ja. glih 1x1, mislim, ampak zasede vse nek prostor. ja, potem. kakšen tale povečevalno steklo zraven, pa je bolj interaktivno, če prideš na obisk. Ja. Kdaj bo otvoritev, si rekla, datumsko? To pa ne vem točno. Sveže ribe so kdaj 15. november. 15. 15. november, pa do kdaj bodo? Do To nadaljnega. tam je, ja. Krasno, jaz sem glih to, ko si rekla za te, da bodo originali, ne. Mislim, jaz si predstavljam, da bi to bilo kar dobrodošlo, no, in da bi kar šlo. Ker recimo jaz tukaj imam glih sabo, no, jaz sem se kar pripravila malo na tale pogovor zdaj in sem kar prinesla sabo en material in sicer torej stvari od Petre, ki jih imam jaz doma, a ne, in tale zdaj vi ne vidite, ampak Jerneju in Petri zdaj kažem ta svoj art collection, ki vsebuje tudi eno Petrino risbo, ki pa je v bistvu v tem primeru ta žikle print. Ne? Ja, tako tako da- se izgovori. Ja, Žikle. žikle, Okej. a ni žikle. Uno, Ne vem. glice, Ja, žikle, Fulkrat sem slišal glise. glise. Ja, Vidiš, Ne vem, kaj pa je francosko pa prav. ne znamo. Ne? Ne, To pa je. ja čakaj, lahko naredimo intermezzo in dobimo Imamo francosko Francoza izgovarjavo. tle. Bomo to na koncu pogledali. To dobijo v bonusu. Ja, Na to je našem za OnlyFans. to je za Ja, ja, ja. OnlyFans. Ja. Kako se pravilno Subscribe. izgovori ta beseda? Strastno. V ASMR tehniki. To boš pa ti, ne izvajal, veš. Ampak v glavnem, ja, jaz sem ponosna lastnica te žikle Ne vem, zadeve. kaj je prav, ne vem, kaj je prav. Ja. Med drugim imam jaz tudi tisto risbo iz Jamaiči sejma. Če se spomnimo, a ti si bil na tem sejmu? Jernej? Ne, nisem utegnil, A žal. si, no, ampak a si seznanjen z konceptom? S tega konceptom sejma? sem, ampak mogoče pa kdo drug, ki nas posluša, ne ve, zakaj se gre. Ja, ta Jamaiči sejem izhaja načeloma iz Japonske. Čisto na kratko, če obnovim stvar, naj bi bila taka, da ljudje oziroma umetniki, ustvarjalci na tem sejmu prodajajo stvari, ki bi jih načeloma folk najdu na internetu ali pa se pritičajo neke tehnologije v smislu hardvera, softvera, takih zadev, sam da jih potem tako zelo domiselno, ustvarjalno prelevijo v dejanske fizične stvari, ki so na to na voljo za nakup. Najbolj tak basic, easy primer bi bil, recimo, ne, ti, ko moraš sprejeti kukije na internetni strani,
No, recimo folk je prodajal kukije, take stvari. No, v glavnem, in mi že s Petro smo takrat bile na tem sejmu in Petra je prodajala rabljene spodnjice. Ja, nobenih ni kupil. Ampak vsi so bili ful navdušeni. Jaz mislim, da je bilo ljudem tako malo nerodno in da drugač bi jih. Ja, recimo imela pol en privaten popraševanje, ampak pol ni šlo skozi. Ampak ena oseba mi je po sejmu pisala za spodnjice. Mogoče moraš kakšnega dealerja nekje na Japonskem dobiti. Ja, mogoče Enkrat se res. spomnim, sem gledal, da imajo dejansko prav trgovine, ker imaš lepo zloženo na polici, za slikco zraven vse, Wow. pakirano. Kako Pa da bi tako- kupil nove, sam niso. Koliko stara, Ja, mislim, kjer pač modelu, cikla, vse. Čigave, no ne vem, če je to natančno, ampak Tako se danes, razsmeja, ja. danes mogoče ima pošeren ta ovulacijski koledar. Veš, zdaj, ki so v aplikacijah. Ja, No ja, sej in glih, Petra, ti si tudi takrat imela vsake spodnjice, so prišle skupaj z risbo, kaj, v bistvu avtoportretom, ne? Kaj si ti delala v katerem času v točno teh spodnjicah in pol te spodnjice si s to risbo lahko kupil. No in jaz sem uspela do risbe priti, no, ki jo imam tam nad kavomatom v kuhinji. Jaz sem tudi v kuhinji tvojo umetnost, škatlico. Ja, tam jih imam še, lahko jih pol pogledamo skupaj, kjer so ostale. No, ampak v glavnem, veš kaj, jaz sem hotela mogoče poudariti, zdaj, ko to govorimo mogoče v ilustracijah, ne, da tudi slikaš, ne, in zdaj mogoče čistko za mogoče malo širšo javnost. Torej, tvoje slikarsko delo smo lahko videli v tem filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko od Tijane Zijanič iz lanskega leta. To je ta film zelo glasen, ki je tudi dobil Vesno za najboljši celovečerc lani. No, v glavnem in v tem tista famozna slika seksa, ne, ki jo kao protagonistka naslika, v resnici je to tvoja slika. Ne, ne vem, mogoče čistko mene tudi iz Ferbca zanima, no, kakšne so v bistvu bile izkušnje v sodelovanjem pri tem filmu v bistvu in na koncu, kje je mogoče zdaj ta slika. Okay. Ja, to me v bistvu prek Instagram DM-u kontaktirala Deja, ona je sodelovala pri filmu in mi je dodelila vlogo, da se je zdelo, da je moj stil bi bil primeren za glavno junakinjo, ki je malo bolj odštekan ali neki in pa ja, sem v bistvu šla na par teh sestankov in pa so mi dali temo in tema je bila z ljubeznijo proti ksenofobiji in jaz tako nisem sploh vedela pri rosnih 21, kaj je ksenofobija in sem mogla googlati in pa sem natkala, to v bistvu pomenja strah pred tujci in sem bila v dilemi, kako naj to uprizorim kot slika in sem ful tuhtala in sem malo pogovarjala in pa je v bistvu nastala slika dva seksata na posli, pod njima je bodeča žica, ampak sta v oblakih, kao z ljubeznijo prodiraš bodečo žico in si v oblakih nebesa in tako sem nekako interpretirala to, ker mi je bilo kar težko. No. In ja, reče, bila ful prijetna izkušnja, tudi bila sem kot ekstra v tem delu filma, kjer so v galeriji, se me vidi za 1-3 sekunde. Ja, če me niste opazila. Kako je kao otvoritev v Krasiji? Ja. Tam, to smo kar snemali od 6 zvečer do 6 zjutraj. Nisem vedela, da je za 3-minutni odsek tog dela potrebno, ampak sem bila kar respekt igralcem in filmski industriji. Ampak ja, so bili ful prijazni. Ja, in pa na koncu je bila ta ogromna slika od 2019, prva in doma in nisem pač še smela nič objaviti ali pa kaj film A ja, koliko je bilo, čak, film se je pa snemal kdaj? 2019, ja, pa je pa zaradi Covida, ali kaj? znane, ja, korona Aha. se vse zakasnil in pol je vam prišel šele zdaj. Aj, ti si secretly imela to sliko doma. Ja, in noben je tako- vedel. Ja, sem bila kar ti glede tega. Ampak ja, na koncu sem bila malo tako živim v ful mehnem flatu s to ogromno sliko in sem bila tako
kaj ne naredim z njo. In sem se odločila, da bom imela Instagram dražbo. To je bila tako full random ideja, meni se zdi, da me je Lara Mejač dala in sem bila, ok, to je full cool ideja, čeprav sem pa malo regretala, ker sem tako, kaj ne govorim na Instagram live 30 minut sama sabo. Ampak na koncu so bili tako eni 3 aktivni bidari, kako se reče, ampak je kar za pocen šla na koncu, sem je za 350 evrov prodala. Tako da mogoče bo čez leta vredna 1000, who knows. Ja, Ampak, to je res poceni. Ampak Ja. ne pozabi, pri vsaki prodaji si deležen nekega procenta. Ne, A ja, kaj? vsaki naslednji A prodaji. ja, Se tudi ti ne a ja, bi mogla- res. Ja, A bi to- mogla pogodbo podpisati? Ti načeloma imaš ti pravico do sledljivosti te slike do konca tvojega lajfa. Okay. In tudi, če bi hotela razstavljati spet to sliko, imaš ti pravico dostopati do nje, oziroma da ti jo posodijo. Ponavadi se potem to krije kot izposoja tistemu, zato ker nekdo ostane brez slike doma. Ja. Ampak ja, in tudi vsakeč, ko se slika proda, ne bi ti nek manjši delež tega, te prodaje dobila. Tako da To no, je dobro mogoče narediti nek sel in malo vedeti, kam so šle te stvari. Ja, zaenkrat tako je po vem, zakonodaji. kje. Oh, A wow. tebi se je to kdaj zgodilo? Kaj? Ne vem, da bi... Ne, sam imel sem predmet o avtorskih Ne, pravicah in mislim- sem si vse zapomnil. Dobro, pa tako, ti kot avtor tudi večjih umetniških del, če se te je že... Če si se že srečal s tem. Ne. Sem da vem. Kako suvereno si to zdaj rekel. Ja, okay. Kako sploh veš, da se prodaja, mogoče to vse v teh Ne, sej, mogoče zdaj, ilegalnih pranji zdaj- denarja. Ne vem, koliko je zdaj ta nek znesek, ki ga dobiš, ni nek velik procent, ampak zdaj, če pomisliš, ne, ti si prodaš to sliko, si zdaj prodala za 350, potem se bo prodala za jure in če, ne vem, če dobiš 2%, je to ful malo. Ampak ko govorimo o nekih slikah, ki so pa res vredne, ne, tako v nekem svetovnem trgu, da je, ne vem, proda se za milijon slika, če se proda za milijon in dobiš 1%, to še vedno ni malo denarja. Ja. No, Mislim, če upamo, se da bo proda za dosegla 2, če se milijone. proda za 2 jurja, ti še zmeraj dobiš 20 evrov, si lahko kupiš 2 pici. 200 evrov je 200 evrov. Veganski pici. Boleno Ja. dan danes, ampak dobro. Kaj? Inflacija, ne pozabi. Ja, no, ta trenutek. Ja, Ta trenutek bi danes to smo bile dali dve za pici. pice malo več. Čez en teden. Ja, ampak moraš veš kaj, ok, gremo na veganske pice, moraš naročiti prav to mornarsko, veš, kao ta original Napoli. Ja, marinara. Ja, ko ima sam gor paradižnik pa česen. Ja, In je in je- odlična, ampak najcenejša, ker ima najmanj šita gor. Ja, in še sam. vedno je draga. Ja. To ni prav. Razen, če greš v kakšno pizzerijo, ki nima dragih pic. Kje so? Tam pa nimajo marinade. Tam nimajo te mornarske pice. Pa grdo te gledajo. Ja. In kje te tako grdo gledajo za pico? Kjerkoli, kjer rečeš alo brez sira, ali pa amate brez laktoze, ali pa amate vegansko, pa Ja. dobiš malo tako stinky eye. Eni Pol ljudje ni to res ta ne prava razumejo. pizzerija. Ja, nič. Mene, veš kaj mene zanima? Zdaj, ko si glih omenila, da si imela to dražbo na Instagramu, jaz zdaj gledam malo tale tvoj Instagram in bi te v bistvu vprašala, kaj je bilo to v Mariboru, konec oktobra s to zastavico. A to je bilo kaj skupaj s tem kolektivom, podmladkom, ali so sam... Ne, v bistvu to se imenuje nek projekt Sprehajalci slik. In to ima, ja. to ima Katra čez. In v bistvu je sama ideja, da ta art, ki je ponovadi doma osamljen, ga umetniki peljejo na ulice. Bilo je tudi v Ljubljani enkrat, zdaj je bilo pa v Mariboru. Je bilo fuluštan, tako je 30 nas je bilo. Jaz sem se sam sprehajala po Mariboru z artom in imel kakšne hecne interakcije z mimojedoči. Pač jaz se izlet. spomnim, a se spomniš, Jernej, ko smo o tem pisali v tem našem zborniku Umetnost v času korone. Takrat sem jaz pisala med drugim tudi o teh sprehajalcih. Ja, se spomnim. Slik, ne? Ampak je fora, da v resnici Ker to je bilo prvič je sam izvedeno. Instagram in Facebook profil od teh sprehajalcev Ja. slik izredno okrnjen. In v bistvu človek ne more tega spremljati tako aktivno, če bi hotel. Ne? Ja, To moraš biti tam. Ja, morajo se se mimo tebe sprehoditi. Veš, to, ko smo Ja. se v prejšnjem podkastu zadnjič pogovarjali o tistih nekih easter eggih, ki so skriti naokoli, to je isto. Pač moraš imeti srečo.
Jaz sem imela srečo samo ujet Emo Kobal, kako je sprehajala svojo ful težko v steklo, v okvirjeno sliko takrat in sem bila jaz sam tako, ojoj, butneš nekam, a veš, pa tako čez stromostov je pa fulja blagužba, pa tako. Ne, jaz sem tudi skoraj naredila, na koncu sem last minute naredila drugače iz tankega blaga, ker moja ideja je bila tudi narediti kovinsko sliko. Sem že zrezala tako grajska zastava vibe kovinsko in sem že zrezala in vse, ampak pa sem imela težave z barvanjem te kovine, ker surprise, ful je težko barvati kovino in ful se časa suši barva gor. In pa sem last minute naredila to tkanino, ampak boljš, ker če ne bi mi rama odpadla, že tako me zdaj malo zapestje boli, zaradi tega, ker je bil kovinski drog. In sem tudi se dan nosila. Da si mogla umisliti voziček in je voziti na vozičku. Ja, se to je ena naredila, je imela gigantsko akrilno sliko pametno. in je razmišljala. Tako da to je bila sreča v nesreči. Sam enkrat greš na letal, kako? Sam enkrat nosiš težko sliko na okolje drugiče na vozičku. Ja, sem mogoče naučila iz izkušenj. Je bila starejša gospa, tako da modrost. Sprehajalci pred Sangara je sprehajalci. imela pa tega pajača, ne? Ja, ful je bilo Pa cute. kako ste bili tako tudi barvno malo usklajeni, Ja, vsi, ful kako ste bili oblečeni. Ampak To je bilo zabavno, tako srednješolski trip v Maribor vibes, tako nedolžno je bilo, luštan. jaz bi pa mogoče načel to debato, ki smo imeli že prejšnjo epizodo, ki smo se pogovarjali o ilustraciji in zdaj ravno Petra bo odlična sogovornica, zato ker ne samo ilustrira, ampak tudi slika. In zadnji sva se, toliko da te malo osvežim, kaj smo se pogovarjali, zadnji sva se z Mašo pogovarjali ravno o ilustraciji v galerijskem prostoru oziroma ta nepogostost tega dogajanja oziroma razliko v dojemanju ilustracije in slike. Maša je zadnjič malo se spotaknila ob tisto razstavo, bila mogoče na... Nenamerno in rahlo obžalujem ta moj izpad, ampak Ne, se nima veze, enkrat to ga nista ramo, ne se veš, kako je ta... jaz bom the bad cop. Okay. Ja, the bad cop and good cop. Ja, devil's attorney bom. Ti boš pa neutralni sodnik. Okay. Pogajalec. Kako ti vidiš ilustracijo v galerijskem prostoru? Se ti zdi to nekaj, kar bi mogli imeti več, nekaj, kar bi mogli imeti manj, ali se ti zdi, da to sploh ni prostor za ilustracijo, razen za izredne primere, ko gre za nekaj zelo preglednega? Nikoli še nisem tako razmišljala o tem, ampak če tako pomislim, dejansko neke galerijske prostori nimajo tokrat ilustracij razstavljenih. Mislim, zdi se mi, da mogoče slike imajo bolj ta instant wow efekt, ilustracije se moraš pa bolj poglobiti v njih, oziroma od bližji pogled. Sam zdaj imam tako svoje v glavi, ki so manjše. Sam se mi zdi, da z ilustracijo in tako, da spadajo v galerijski prostor. Pač jaz malo mislim, da smo se zajebali s tem, ko smo začeli aktivno pušati ilustracijo v neke kulturne domove, v neke knjižnice, v neke mladinske centre. Ne govorim zdaj spet tako izpade, ne govorim, da so to neki... Ne mislim zdaj s tem, da so to neki degradirani, manj cenjeni prostori, ampak niso enako kot galerijski. Pustimo zdaj to, da včasih je kakšna razstavna stena mladinskega centra ali knjižnice bolje urejena in nadzorovana kot kakšno galerijsko območje, ampak s tem, ko smo pušali mogoče ilustracijo, pa tudi fotografijo. Ilustracijo in fotografijo, to recimo temu basic fotografija, pač neki printi dani v uno steklo, okvir iz Bauhausa za 50 centov, da smo s tem, ko smo aktivno to delali zdaj zadnjih 15 let, avtomatsko naredili to, da pač folk mogoče na ilustracijo, pa tudi na tako vrsto fotografije gleda zviška, pa ne za nalašč, ampak sam zato, ker je bil čez toliko časa naučen, da pa mogoče ilustracija, da to pa ni high art, da to pa, veš, kaj pa je to je pač za sejme ilustracije, za vodnikovo domačijo, pa za v knjigce noter, pa za na razglednice, pa ne vem, kakšne take pizdarije. A veš, kaj mislim? Vem, kaj misliš, ampak mogoče ravno, da vidimo še iz druge perspektive,
z nekoga, ki to ustvarja, zate, ne? Ko delaš ilustracijo ali pa ko delaš sliko. Ja. Kako jih ločiš ali enačiš? Oziroma, da se ti Ja. zdi, da imaš sploh drugačen pristop. Ja, da sem mogoče s pomočjo Mašinih izjav prišla do neke notranje bitke, ki sem jo imela skozi, ne glede ilustracije, da sem nekako tako pod tem pritiskom, da nima tega instantnega wow efekta v galeriji. Ker ne vem, slike, čim so barvne, pa velike, je tako, to je bilo ful, ne vem, bolj, ne vem, pač ja, bolj ima ta wow efekt, se mi zdi na momente. Tako da mogoče sem tudi zaradi tega malo probala slikati, ampak pa mi je všeč postalo. Ampak ja, nekdaj je definitivno ta pressure, da ilustracija je bolj tako, zini, pa neke manjše stvari, printi. Tudi, ko sem imela razstavo v Dobri vagi z Bogom Cipa, sem tam imela ilustracije in sem doživela nek tak živčen zlom v Dobri vagi, ko sem bila tako, obed, ne zgleda dobro, ne vem, ne paše v prostor, samo mogoče tudi ta pritisk, da mora vse biti tako izstopajoče, kar se tiče samostojne razstave. Tako da... Meni se tudi lih to potem zdi, da če vzamemo, da je to, kar sem prej napletala, da je to vse res, a veš, to efektira tudi te iste ustvarjalce, ne? Pomeni, da se mogoče tudi ilustratorji in ilustratorke samo sabotirajo včasih, kar se tega tiče, ne? In namesto, da bi, ne vem, prosivale mogoče neke razpise, neke galerije, neke open call za, ne vem, nekaj, kamor bo folk, kot smo rekli, ne vem, pošiljal slike, rajš, ne vem, prodajajo svoje dela na Etsyu, ne, kot neki bolj mini crafty stvar. Ampak, veš, to je pa zanimivo, ne? Slike prodajati na Etsyu je po mojem dosti težje kot ilustracijo. Zdaj pa tudi, če je digitalna ilustracija in boš naredil nešteto kopij in jo lahko prodaš pač dosti ceneje zaradi tega, ker je digitalna ilustracija, ne? Ker lahko narediš na kopij na koncu in te samo košta, kot je pač tisti print. Iz tega vidika je mogoče bolj finančno smiselno delati ilustracije in jih prodajati na Etsyu na koncu. Pa čim bolj všečne. Ker slike, kot smo slišali, zdaj se, koliko je bil format tiste slike, ki si jih prej prodal? 100x70. 100x70, torej niti ne gre za majhno sliko, ampak že večjega formata. Okay. Že samo platno in barve in vse znese neki, ne? Ja, dan v današnjem svetu je se najbolj splača printe prodajati. Se je zabavno, ne, da to isto sliko se je v filmu prodajala kao za 500 evrov. Ja, in je bilo prepoceno. Ja. Tako da v real life je še cenej. Ja, sej, se ne bom, mogoče naredim zdaj eno tako paralelo, če smo že padli v prodajanje, v komercializacijo in vse to. Jaz ne bom nikoli pozabil, ker sem bil pri kolegu v Stični na obisku in ne vem zakaj in kako, ampak je prišel nek fant mimo, ki je očitno bil slikar oziroma, ne vem, hobi slikar, ne vem, ali pa prav slikar, lahko da je bil tudi na akademiji in da je to delal za zaslužiti zraven. Ampak ta slikar je hodil naokoli za kupom nekih tihožitij, nekih takih stvari, najbolj neutralnih stvari, ki nobenega ne užalijo ali ne premaknejo, ampak stvari, ki jih pogosto vidimo v hišah. Jaz se spomnim, da je on tiste hodil od vrat do vrat po Stični, trkal in prodajal tiste njegove slike, ne vem, format je mogel biti, treba reči 30x40, za enih 250 evrov. Okay. Ampak to so tudi stvari, ki jih ljudje potem, ko jih se enkrat navadiš, grejo malo bolj industrijsko slikanje, ne? Ni tisto, ki ti znariš 15 enakih, ne? No pa se je mogoče podobno je tudi s temi, ne vem, neki temi akvareli, ki jih folk na plaži prodaja, ali pa te, ne vem... Ali pa v Ljubljani pa Tromostovje, pa Frančiškanska cerkev, pa Portorožun za šprej, pa take. Pa je tudi to bolj Etsy material, ne? A to se prodaja, na koncu je prodal. Jaz nisem hodil z njim od hiše do hiše, jaz nisem kupil, mislim, da je mogoče celo res prodal. On je imel par tistih slik in pol je dal tako neko ceno. To je pa hustler artist, ki ni velik takih, večinoma da mi bad objavljati. On je najdel svojo publiko, ne? Ja. On je šel v Stično, te je rekel, ali tu bo nek folk, ki bi imel nekaj doma, naredim nekaj všečnega, naslikam 2-3 rože in gremo.
Biznismen. Ja. Mogoče Okej, moraš ja. tudi ti začeti hoditi po študentskih domovih. Ja. Povej mi, kaj se ti je zgodilo včeraj zvečer, pa ti narišem za Ja, veš, te 30 čist evrov. ulične stvari. Ja. Poveš to svojo intimno zgodbico, Ja. prigodo in pol ti tako zrišeš to in jaz sem tako, to je zdaj tak spomin v risbi. Reči sem imela ful eno genialno biznis idejo, ker sem polna idej. Ne vem, a ne povem, da je na kdo ukradel. Ne bomo jo copyrightali. Okej, Okay, ja. Jernej, ti boš to Ideja se ne da Ta kopirati. ideja je copyright. patentirali jo bomo. Neki. Ideje To so- niso copyrightable, niti patentirati jih ne moreš lih. Ja. Mrge. Ja, ne, moja smešna ideja je bila, da bi šla na, ker zdaj v Ljubljani je en erotičen sejem, meni se zdi, da novembra. Okay. In bilo smešno, če bi tam najela štand in bi kao v živo risala penise obiskovalcev, tako za 20 evrov. To je genialna ideja. Ja. Če bi šla. Pisala če se sem ti jim da- mail, pa mi če se- niso odgovorili. Aha, jaz sem ti li hotel reči, da če se ti da gledati tuje penise, tako Ja, od neznano. ne znam. Ja, pa se. se to je Neznano všečnih- profesionalno, moraš jih Ja, gledati. ja, lahko vse, ampak rišeš. pravim, če se zdravnik. ji da, če je v redu, ne? Ja. Definitivno. Zanimivo, Ja. da ti niso odpisali. Ja, dej, Mogoče mogoče s- še ti- en mail moram, mogoče še v spam. Mogoče ti niso verjeli. Ja, Tako bilo preveč dobro za biti ali sem res. pa ful grozno mail napisala, ker A to ne je znam ta Erotic pisati Days. mail. Ja, ja. Ja, v glavnem, če kdo na Erotic Days posluša, ne, tukaj zamujate edinstveno Please, priložnost. dajte mi mizo. Hočem risati kurce v živo. Ja, 18. in 19. november. Ja. Cena? Česa? Ja, vstopnica. 30 A ja, 30 čak. evrov ali nekaj takega. Ja, da vidimo, kakšen finančni... Čakaj, je event in pa nedela. Ja. Sam ne vem, Predprodaja 45, dnevna torej. VIP 150, VIP miza za 4 osebe 600. wow. To pomeni, da se mogoče lahko celo on da na VIP, tako da bo imela že tako ali tako stranke, ki so pripravljene dati več. A misliš, da to pomeni, da si v nekem drugem prostoru, kot ostali plebi? Tista privat miza pomeni, da imaš prav mizo. Ne vem, kako imajo organizirano. ne. VIP je direktni pogled na glavni oder, pijača dobrodošlice, možnost slikanja in druženja z zvezdniki šova, en program sam za VIP goste, posebno vroč program v VIP coni. Ja, sploh ne Vprašanje, vem, če so tle štanti. vprašanje zdaj, Mogoče zdaj, ko so. delamo tako ful dobro reklamo temu Fuck, ne. sejmu, a jim pošljemo kar račun, Ja, monetizacija. Če se pogovarjamo o prodajanju, ne? Ja, to je bila hecna ideja, ampak Aha, v litostroju bo. sam ja pa sem si predstavljala, da to bo tako neki taki slizi modeli tam, pa sem si mogoče malo zamislila, če bi bilo to zabavno delati. Ja, lej, vse, kar rabiš, je enega varnostnika ali pa varnostnico, Res je. da tam stoji, če bo kaj narobe. Sej spolne delavke, smo rekli, da se tako reče po naše. Ja, sex workers, ne? Okay. I guess. Imajo tudi ponavadi kakšnega varnostnika pri takih dogodkih, ne? True. To pa je pol investicija. Ej, Ne, saj to- Instagram ne, imajo, ne, mogoče ne, jim ne, moraš to- na to- Instagram to- pisati. Da To ni vidijo, kako investicija sem, s tvoje infamous. strani, to mora poskrbeti organizator eventa, ne? Sam večinoma na teh eventih je tako, da kupaš mizo, fora. Tako da v mojem se moraš samo vse financirati. Bom slajdala v DM. Ja. Pa zdaj gledam, če sploh je kaj govora o kakšnih stojnicah. A veš, kaj ponavadi folk tudi, ne vem, pa ima Ja. Venera shop svoje stojnice, Ja, pa ja. prodajajo oblačila, pa ne vem. Ja, maybe to whatever. sploh nima, ampak je sam show, I guess. Tudi možno. Sam bi bilo vseeno zgubljena priložnost, A če, ne? če samo šel, niti stolnice ne boš dal. Ja. Mislim, Mogoče najmanj, pa kar je lahko prodaje, samo tako majčke. tam- Ja, majčke, bil sem Merch. nas. Ej, drugač, Petra, tvoj mrč, tako s kakšnim takimi, to bi bilo bolano. Ja. Jaz zdaj full supportam naše mlade artiste in kupujem tako mrč za majice, take obične, tako da jaz sem tako prva v vrsti, ko bo to. Okay, fun. Sam ful se bojim, da je ta risba Mogoče- preveč komplicirana. Za Ja, ne, nas. lahko je tako, veš, samo. Ja. Brez teh svečnikov pa tega. Excuse me. Sem se že počasi bližal zdaj za svetovalnico za monetizacijo svojega umetniškega dela. Ne? To pridejo k nam na obisk, pa se pogovorimo malo, naredimo biznis plan. Ja, po mojem bi mi trije dobro funkcionirali kot poslovni partnerji. Polni Commission. idej. Polni idej. No, mogoče, ne vem, zdaj že smo glih pri tej erotiki.
Zdaj ta erotika in umetnost, a ne? Jaz sem se glih spomnila, pa tole je zdaj tudi v bistvu ta čas že, če se spomnimo 1 leto nazaj ali 2 leti nazaj. Od čega? Kjer čas? 2 leti nazaj od te avtopornografije na Miklavževo. Preveč, mislim, dolg nazaj. Korona je bila. Mislim, zdaj ta avtopornografija je ratela še sporna, je dodatna. Ekstra sporna, ja. Ampak recimo, če ne pridemo še do spornosti, ne. Čakaj, bom pogledal, mislim, da imajo na Koridorju članek o tem. Ja. Kjer odvajaš pogledati? Jaz sem šla pogledat. Zdaj ne, pač hotela sem, ne vem, izpostaviti ta paradoks, recimo, ker če se glih zdaj na to razstavo spomnim, je torej bila neka ta tematika, ne, te neke intime, erotike, spolnosti, teh zadev, ampak ne so obstajala ta pravila za to razstavo v smislu, da ti lahko to pogledaš, ne smeš naš pofotkati, ne obstajajo nobene fotke, nobene reprodukcije in kao čez 10 let ne bo to prišlo v javnost, ne. A ne, in je bil ta neka ta ista časna ideja, v smislu, mi smo odprti za spolnost, nam ni bed, mi to radi počnemo, to. In po drugi strani, ja, ampak nam je še zmeraj tako malo bed, tako da ne bomo pustili vsega, da se vidi nadaljnjih 10 let, se mi zdi mogoče tako, ne vem, to hkratno sporočanje javnosti, da nas spolnost ne gane in da smo vsi odprti in pripravljeni na vse, ne vem, kakšen je pa tvoj, Petra, ali pa od obeh, no, ne vem, odnos do te kao neke pornografske umetnosti, ali pa erotične, ali pa v resnici zelo intimne, in ker zdaj imamo tukaj nek kontrast, ne, Petra, ti si ful tako odprta in transparentna, brezsramna do sebe in do svoje publike, ko pride do takih stvari, ne. Zdaj ne vem, kakšne so tvoje izkušnje s tem, ali pa kaj mislite o tem, kje smo kot družba, kar se tega tiče, ne. In ali je važno, da mogoče tudi kdo producira to umetnost, ne? Ali to umetnost producira mlada ženska, lažje kot nek star moški, ne? Kje je ta meja med edgy prikupnostjo in nezaželjeno perverznostjo, ne? Ne navzadnje, ne vem, tematsko zadeve hitro se upadajo s kakšnimi škandali in pripetljaji, ne? Ki za seboj potegnajo nek val neracionalne sovražnosti, ne vem, do golih prsi ali pa zgolj namigovanja na želenje ali pa na neko zdravo spolnost, pač karkoli že je, torej zdrava spolnost, nekaj zdaj normalno. Ne vem, kaj mislite? Samo še mini intermezzo, da bodo poslušalci vedeli, 2 leti bo decembra. Za Miklavža je ta razstava prišla ven. Se spomnim govorice o tem, po mojem je to sam ta cela družba, se mi zdi, da je imela nek ta hlastanje po, da je bolj elitno pa nedostopno in da zaradi tega je bolj to čez 10 let fora, ne pa zaradi tega. Mislim, sem tako, ne daje si glih usluge celotni tematiki, ki pa je priljubljena ne zgolj v tem krogu, ampak tudi tako se mi zdi, da se mi vsi hočemo kulturniki pa umetnost verjetno prodajati kot nekdo, ki jih to ne gane do te mere, da bi bilo to treba skrivati ali pa da bi nam bilo neroden ali pa ali pač. Zdaj, ker so stvari že toliko mimo, ne, so se zvedlo, kuratorji so bili Duša Jesih, ne, Roman Uranjak in Dušan Josip Smodej, tako da zdaj pogled za to razstavo nazaj je popolnoma drugačen, kot je bil takrat. No. Ni se dobro ta kritika postarala, a jo bomo kaj updatali? Ne, ta kritika je bila v tistem času z danimi podatki, ne, tako pač je. Ampak zdaj si rekla to glede skrivanja in to mogoče bilo to skrivanje tudi zaradi vseh teh drugih stvari, kar so se mogoče počutili krivi. Ja, ampak jaz sem bila na tej razstavi in sem videla ta dela in to so večina del je tako. Kuratorji so lulanje v anusa, kaj je bilo? Kuratorji sami po sebi so imeli en pristop, ne? Avtorji so imeli drug pristop. Zdaj razstavljali so avtorji, ki niso bili verjetno vpleteni v to zadevo. Najverjetneje ne. No, to ne vem, ker ne poznam, ampak ali pa če so bili kot žrtve. Kuratorji sami so tudi razstavljali na tej razstavi, ne? No, vsak izmed njih je imel tudi svoje delo. Kakšna so bila njihova dela, recimo? Nič, kar bi na nenavaden način izstopali od ostalih del, ne? Duša Jesih je imela neko posteljnino, Josip je imel eno fotko, Roman pa ne vem. Kaj je bila fotka? Križ? Ne, fotka je bila neka
Ojoj, a sploh smem to govoriti, da sem jaz kaj podpisala. Tožal tam na te tem? bo, a si mogla Ne, kaj ne. podpisati? Ne, se že v sami. Kako bi napisala kritiko brez karkoli povedati? Ja, ne, a sem to napisala v kritiki. No, v glavnem pač ne, šlo je za neko fotko Mislim, ženske Oroma je že zadnjice, ki ima buttplug noter v ritino. Ne, nič posebnega. Nič posebnega, Ja, normalna samo malo fotka, erotičen čisto v redu art. fotka, Ja, tako, ko jo imaš doma nad... kopalnici. Ne v kopalnici, se hoče reči v jedilnici. Ne? Aha, ja. No, ampak polja, Nič presenetljivega. Ja. duša je imela neko posteljnino, tako neka boginja, tako neki tako mal, tako DMT, hallucination scena. Fak roman, pa ne vem, kaj je imel. Ampak v glavnem hočem reči, da so Petrine risbe v celoti primerljive s kakšnimi tistimi, ki so bile tam, ki so bile mogoče tudi malo bolj konceptualne. Ampak tudi čist fajn likovna dela. Ne? Sam tako, zdaj nekdo, ki recimo, pa ne zdaj sam v tem primeru za to razstavo, pa ta skupina, no, ampak nekdo, ki mogoče zagovarja erotično umetnost pa spolnost kot nekaj, kar bi bilo treba sprejeti na tak način, da folk ni živčen več, ko vidi nek akt, ne? Ampak istočasno pol narediti ekskluzivo iz tega, je tako malo kontraintuitivno. Meni se zdelo vsa ta ekskluziva samo večanje hajpa, iskreno. Neka marketing. Ja, marketing v bistvu. Mislim, In to ne smemo pozabiti, da istočasno je takrat bila karantena Ja, in so praktičen hype. mogli, če ne drugega, mislim, ne vem, zakonsko je bilo treba to omejiti, razen če bi razstava bila toliko časa odprta, da bi lahko vsi, ki želijo, lahko prišli to pogledati za ta termin. Kar pa pomeni, da bi tam mogel skozi nekdo biti in da bi ne vem, Dušan bil brez fleta, ker mislim, da je to bil njegov flet. No, ampak Ja, pa če si Po rekla, mojem da je bila bilo taka- tudi easy dostopno dobiti. ja, ogled. pač jaz sem jim pisala kot novinar, no, in so bili Aha, okej, ja. zelo postrežljivi in prijazni. veš, In se mi je rabili zdelo, so, okay. ne. Ja. Nekako dati ta hype ven. no. Ja, ampak se mislim, da je če tudi bi na RTV-ju je bilo. Se tisti je bilo kar v redu. Ja, pokrit, ampak drugače. pravim, če bi nek X osebe, ki v Ljubljani zasledil, da to je in napisal, jaz bi pa prišel to pogledati vprašanje, kakšen odgovor bi bil. Vprašanje. Ampak po moje bi šlo, ker je bilo dosti placa še, pa vsak je lahko prišel s +1. Ja, A veš, tako da v bistvu. no, ampak Promoviran kot ekskluzivno, pa v resnici ni bilo tudi toliko. Ja, Ker tudi mogoče je na Aloju- PR pristop bil. Kaj se- Ja, na Aloju so tudi imeli kao vodenje po tej razstavi prek Zooma in so imeli to kaj se pa razstavo. tebi zdi tako zapiranje oziroma tak elitizem napram, ti imaš tvoje delo in tvoj pristop do erotične umetnosti je zelo odprt in tudi pač vse razstavljaš in postavljaš ven in nimaš s tem problemov. No? Kaj se tebi zdi tak pristop, kot je bil za to avtopornografijo? Se ti zdi, da je to kaj se ti zdi, da to dela glede zdravega odnosa do spolnosti? Tako? Se pa se lahko razvijeva celo debato. Mislim, meni se je to bil bolj nek marketing, ampak če tako pomislim, mogoče nekemu človeku, ki ne razume tega umetniškega sveta, bi lahko mislil, spolnost je za skritimi vrati. Ne vem, ti verjetno nisi tiste razstave šla videti, ker to je bilo že kar dolgo let nazaj, ampak recimo v Ljubljani v TR3 je bila razstava od Mapletorpa. On je pa fotograf iz 70-ih, mislim, da je bil najbolj, takrat je največ delal, gej, ki je bil zelo odprt, kar se tega tiče, ampak tudi večina njegovih del je bila samo moških posameznikov, različno razgaljenih, ponavadi zelo razgaljenih z stoječimi kurci. Ampak vse zelo estetsko, tako full... Nice. Res, fotke so tako, ne moreš nič reči proti temu, ker so kot fotke stojijo. Pa intended, I guess. A veš, ta razstava je bila kar krepko let pred to razstavo v TR3-ju, ne vem niti, če je bila sploh kakšna omejitev glede na starost, z definitivno vidnimi, ne neštetimi, ampak mnogimi moškimi spolnimi udi. In noben ni imel problema, nobena televizija, noben medij se ni spotaknil ob to, da je ta razstava sploh bila tam. Ja, ne vem, je to možno pol zaradi slave tega človeka. Ali... Mislim, se ne vem, a se mediji spotikajo ob tako tematiko. Ja, ma sprašujem se, kaj pol, kadar ti narediš razstavo in jo zapreš,
in to daš javno v medije, da je to zaprto in to tudi da neko sporočilo ven splošni javnosti. Ne? Meni se zdi, da je to prej škodljivo za neko spolno, zdrav odnos do spolnosti. Mislim, obstaja tudi opcija, da je plan tega projekta šel v obratno smer, da je najprej bila ideja, da bo to bolj neki zaprtega, ekskluzivnega tu korona, ampak ne zares, pa je pol tematika prišla naknadno. To je opcija. Ne? Mislim, nočem, zdaj sem spet devil's advocate, ne? Mogoče ni bilo zdaj to tako. Kljub vsemu, tudi če je vse po spletu okoliščin, še vedno se je to zgodilo in še vedno je v take obliki. In še vedno daje neko sporočilo ven, hote ali pa ne hote. Ne? Ja. Ne, ker tudi recimo, a veš, se tudi od Tadeja Vaukmana tiste fotografije so mogoče malo ličijo na tega Roberta, ne, v smislu teh penisov in golote, črno-bele fotke, velike take zadeve. Drug estetski pristop, ampak iz vidika tematike pa definitivno. Ja. Pa tudi, če pogledamo mogoče ta festival Račka v Celju, ne, katerega tema je pa vedno, ne, pač, hitro rečeno, spolnost, ampak vse, kar pride še okoli, ne, od identitet do praks, do ne vem, do nekega političnega, obrtniškega vprašanja, kakorkoli že, ne, pa se mi zdi, da je tudi v splošnem dobro sprejeta in ponavadi so te razstave dobre v Celju, ne. Ampak jaz mislim, da mogoče, ne vem, a je zdaj tak nek škandal potreben, da ljudje malo zavijajo s poti všečnosti to vrstne umetnosti, ali je samo to fora, da se takrat, ko so kakšne take stvari, oglasijo tudi ljudje, ki se sicer sploh ne oglašajo. Ne? Ker veš, recimo na neki točki, pač po tej aferi, ki se je zdaj zgodila, so ljudje prek Facebooka aktivno napadali umetnike, ki so v svojih delih imeli goloto ali pa spolni akt ali pa, a veš, karkoli, tudi za kakšna dela, ki so bila že stara, ne v smislu, da zdaj nekdo za nalaž provocira pa objavlja nek seks, ker kao to zdaj pali do te mere, da any publicity is good publicity, ampak za neka dela, ki so bila stara v smislu, dajmo zdaj diskreditirati tega umetnika, ker glej to perverzijo. Pa tudi, če ne gre nujno za erotiko, lahko je sam Jožka. Ja. A veš, mislim, Jožka ni nujno, da je sama po sebi erotična. Mislim, tako sem ta bolj ranljiva dela teles. Razen, če si Instagram, ne pol, to je ful grozno. Ja, Jožka. To je grozno. Ženska Jožka. Ja, ne moška v redu. Ker mislim, recimo, jaz sem pošla malo brati, ne prav to kao ta erotic art. Ne? In pol definicija erotične umetnosti je praktično, njihov namen je pač to evoke erotic arousal, a ne? In ti imaš pa lahko umetnost, ki depikta... Eno je golota, eno je... Ja, golota, a veš, ali pa tudi, ne vem, ali pa tudi dejanski spolni akt. Pač ne vem, odvisno, koliko je oseba, ne bom rekla zdaj občutljiva, ampak pač, kje smo zdaj s tem, ne? In ali tak tematika avtomatsko pomeni, ne vem, manj premišljen koncept. V smislu, ja, ne vem, ta umetnik se ukvarja, ne vem, preoprašuje prostor in koncept liminalnih prostorov in našega odnosa do praznine, whatever. Pa, a ja, Petra, ja, ona riše kurce. To mi gre ven drugač fležuce, ki folka Madovene tak pristop kdaj, tako... obsedena s penisi, ampak no, zato, moj art gre globje od tega. Pun intended? Not intended, good catch though. To so te freudovske. Ja. Ampak ja, tako da ja, to mi gre na živce, da je tako mogoče ta bolj ranljiv ali pa bolj tabu art, kar se tiče seksa. Se zanimivo, meni so recimo marsikrat od tvojih del tako, ker so striktno spolni akt in to, niti ne zdijo toliko erotične, kot kar pač nek intimni trenutek. Ja, se to sploh... In gre v bistvu bolj za ta odnos, ne za neko arousal, kot si prebrala tam. Se meni gre bolj tako beleženje nekih intimnih trenutkov, ki mi veliko pomenijo in raziskovanje sebe kot osebe v bolj ranljivem položaju in nikoli ne gre tako,
penis. Ne vem, jaz v ponavadi se jaz Aha. ful zaletim v kakšne take brkce, ki jih ti narediš. Ja, Tako fantom, ja. ne vem, zakaj mi tisto ful tako. Brki so Mogoče, hot. mogoče je tisto ta najbolj žgečkljivi del zame. In tu brkci, ja, saj so kar žgečkljiva zadeva. Mogoče se pa čuti tvoj odnos do brkov noter. Ja, mislim, ja, moj ljubezen mojega življenja ima brke, tako da vedno nekako njega rišem te dni. Pa tudi ta pozornost do interjerja, a veš. Ja, Jaz I sem love fulkrat tako, interier. olej, zamijo si je umislila. Kaj? Za? Zamijo to rožo. Aha, ja. Ja. Recimo, a veš, ali pa tako pač isto, zdaj mogoče se lahko navežem tudi na to razstavo, ki je bila v Alcatrazu, a ne, ker je bil pa ravno to med drugim point, ne. Vse to, kar se redno pojavlja na risbah ali pa slikah, izhajajo iz nekih osebnih trenutkov, zato ker pač ne vem, če ti portretiraš svoj flat in imaš v tem flatu pač en tepih že cel čas noter, ne, se ta tepih pol tako, kar dobi vlogo, ne, v bistvu rata nek lik v vsej zgodbi, ne, in to se je zgodilo pol tudi v Alcatrazu, ko se je v bistvu vse ta tepih, pa ta svečnik, pa te zadeve, ne, ko so v bistvu prišle to life, ne, v 3D-ju, ne. Ja, ne, to je bilo ful fun. Mislim, ja, vedno iščem inspiracijo v mojem okolju ali pa stvari, ki si jih ful želim imeti, jih tako konstantno rišem in pa jo kdaj dobim in me to zelo razveseli. Tako da prostor je kombinacija fikcije, želje po nečemu in realnosti. In ja, v Alcatrazu to mi je bilo ful zabavno, ker tudi tam nisem imela tega poudarka na erotiki sploh, razen na zgodbica erotična, ki je bila zraven, ker malje pa mora biti, ampak bolj ja, te okoliščine, zmenki, kako prideš do konca, kako se kako se končajo ta srečanja s posameznikom, ali to v ljubezni ali pa da te nekdo zignorira, zato je bila tam ta nogometna žoga, ki je gor pisala ljubezen in kdaj ljubezen gre v gol, kdaj pa mimo gola in Športne ja, pa sem imela Vidiš, neki večplastno. fuzbal žogami nekaj časa, ampak ja, to je v bistvu pomenil in ja, mi je bilo zabavno. Iz česa so, takaj bi to bil paper, ne. To je bilo v bistvu, ja, mešana tehnika, ampak baza je bila iz stirodurja in pa sem čez dala gips in pa tisti atelje je bil v prahu od glave do pete, pa sem pa čez pobarvala z akril in dala glazuro. Una glazura je hudo, tako res ful pride, una torta je bila tako, Slasna. kar tako bi porinil malo prste noter. V bistvu sploh ni glazura, ampak hobi high gloss lepilo iz Millerja. Tako da ful bolj, pa še tako. Pa še ambientalno je bilo zelo tako malo Ja, zatemnjeno. ja, Prav ja. tako neka taka royal dinner scena, ta ful dolga sem. miza. In to srednjeveški časi zadnje. Pa zadnje ful dni. gigantska miza. Oh my god, to je bilo tako scary, zaradi tega, ker A je to tako v več kosih, pa pol skup, ali kako? Foren, naredila sem ogrodje iz lesa in pa sem dala, to mi je moj fant pomagal, in pa sem gor dala stirodur in pa sem dala čez gips in ta gips pobrusla in pobarvala in pa smo to iz ateljeja Azil na Metelkovi čez ograjo, čez je prišla ja, s škripcem smo dol to dali in smo vse v redu, super, prenesli v galerijo, naslonilo ben ta steber in pa čez 1 minuto je tako dol padla, ker je tako Zeno neki pokazal, ali ne vem, neki je po nesreči ruknil in je padla tako en dan pred razstavo in je pač počla in sem mogla to popravljati, ampak je uspešno ratal in prvo sem jo na noge dala, ampak je ful grdo izgledala, ker so bile take drobne lesene noge s to gigantsko debelo mizo in pa sva tako tisto noč pred otvoritvijo ostala v Alcatrazu do polnoči in v strop to
Zdaj našel še domov te črne vrvi. Ti si videl to in si bil tako bondič. Ne, zdaj ko je rekla, sem takoj vedel, da bo to. Ja, ne, ful sem na tako... Črne vrvi, kdo ima doma črne vrvi, Ja, ne vem. zavezati karkoli Ja, drugega. tako pojsli so bile, ampak pa mi je To se vedel, so zvečer, tako ding, zato da ding, dong. se zvežeš, da ne padeš dol. Ja, exactly. Ali pa tako se vrv vedno prav pride, no, če smo že pri temu. Ampak, in evo, prav je prišla pri moji last minute spremembi pozicije mize, oziroma kako jo bom V bistvu je ful inštalirala. To v še redu bo. odločitev bila to, ne? Ker to, da miza Ja. nekako lebdi, da je tako Ful je bilo- velika Ja. in da lebdi sred prostora, je bilo kar intens. Ja, Mislim, ful ne je vem, bilo a te je bilo pol scary. strah, da bi pol tako sred razstave nazaj počela, pa da bi vse dol Tako padalo. ja, se je tako malo začela pokati v nekih točkah, ampak za otvoritev je bilo kul, cool. Po otvoritvi smo pa dali od spodaj te kozice. Po mojem bi zdržal do konca, ampak nisem hodila tvegati, ker že tako je svečnik padel prvo noč, ampak sam zaradi tega, ker je moj friend bil tako, ne vem, nekje je bil tako, čez, ne vem, pa sreč se ga je dotaknil V glavnem, in je padel. tebi bližnji ljudje uničujejo tvoj art. Ja, basically. To me spomni na mojega bivšega. To ste, Mi je dobesedno uničil art za naložd. Ja, njega, ker to ste slišali danes pri nas prvič. Ne vabiti frendov. Ampak ja, ne, bilo je vse po nesrečo. Kje pa so pol zdaj te? Miza je, ta rjava stvar je uničena. Sem imela tak boxing session na Metelkovi. Je bilo kar težko. Takrat sem gotovila, da je gips, če je properly narejen, kar trpežna stvar. Reč pa moj majhen flat, približno 25 kvadratov velik, poln mojih skulptur, basically. A bo to tudi na kakšno dražbo prišlo? Fakt, ne vem, ne vem, če je folk zainteresiran, oziroma kdaj se bojim, da niso tako dost proper narejen, tako lahko se kaj okruš, pa ne vem. Ampak to je tudi čarno. Ne vem, a je, ne vem, malo me je strah pred kaj, kar ne bi tako... Zdaj so jaz na testu, da vidim, koliko časa zdržijo, ampak kar v Ne bom redu. pozabil tistih čokoladnih, kaj so gnom, ko se reče to po naše škrat. Čokoladni Palček, škrat. ne, čokoladni palčki. To je en umetnik delal v 70-ih in jih imaš tako še zdaj pač po galerijah, Oh, wow. pač od Iz ril 70 čokolade. iz prave čokolade. Wow. Tako da lahko si predstavljaš, v kakšnem stanju so danes. Ej, boš Mogoče dal malo to v zapiske, beli. mene tudi to zanima. Če bi se spomnil, kje sem to gledal, čakaj. Ne bom se spomnil. Ne, se mogoče art ne rabi biti popoln, I guess. Ne, se je v Floru, veš, imaš pač, bila je spet ena galerija sodobno oziroma moderna umetnost, malo mešano in imaš pač sto in eno zadevo, tako po tisti galeriji in potem v enem kotu tam je pač tisti škrat v tem nekem Tako v folijo zavit? Ne. On je v nekem takem akrilnem posodi, mislim, da je bil tak tulec in notri je pač ta čokoladni škrat, mogo biti visok ne 30-40 cm. Pač, je bil že tako zbledel, tako bela. Mislim, da je že malo začel tudi razpadati. Wow. Ker od 70-ih to je tako, če pomisliš zunaj na temperaturi, kar en cajt. Wow. To mora imeti pa posebne regulacije v galeriji. Ne, prav nič kaj posebnega ni bilo. Se On zato ne, je bolj pač, jim crkne klima in se samo tako malo uzi stopiti. ne vem, če Ali kako pa se tako- stoplja. A veš, podgane. ali Nekaj zdaj že bolj v prah hodi. Mislim, vse je zanimivo. To je Saj- neobstojno. Moje glavnem- skulpture so iz No, ampak- mikroplastike in pa še- gipsa, tako da po mojem. Še en primer umetnosti, tudi iz tem 70-ih, 80-ih, to je pa od Geigerja, ki je delal tudi dosti z poliuretanom. Njegove stvari danes, ko gledaš, tudi malo razpadajo. Kaj je polioteran, kaj je to? To je ta umetna smola, no? A ja, ta epoksi. Ja, to. Aha, To. to ne zdrži. Ja, mogoče današnja je boljša, ker je bila ona takrat, ampak ona takrat je rata ful rumene, pa začne že malo razpadati, ne? Okay, In v bistvu Geiger je delal tudi dosti iz nekih raznih materialov, vse ni lih 100% obstojne, se spomnim, pa če ne skulpture, ki je bila ena taka kao ženska podoba, na pol robot, na pol neki. Okay. Mislim, vse je bilo impresivno, ful dobro zavedati, ampak tudi pa vidiš, da je že zelo staro. To ni tako, kot
ne vem, iti v Partenon in gledati Ja. tiste ekipe iz Kamna, ker se Ja. ni nič skoraj zgodilo, razen pač cajt. Okay, pa je sprejemljivo, da sodobne skulpture niso tako dolgo obstojne. Tako. Ja, še posebej, če se poslužuješ nekih teh materialov nekonvencionalnih, mislim, Ja. ki niso marmor, Ja. pa kam. Ali pa, Ja. ali pa Ja, to je od bil IVV-ja drevo v Borosovi kolekciji, ki je tudi zanimivo umetniško delo, ki je obesil cel, pač, ne vem, koliko je metrov spet visoko tisto drevo na glavo in ga dal na nek pripel v en motor, in tisto drevo se, odkar je bilo inštalirano, še danes obrača v krogu. Wow. Ampak tisto drevo, ko je bilo postavljeno, je bilo sveže. Ne? Ja. Danes so ostale samo še veje in Wow. en kup nalomljenih veže po tleh. To bi se pa zelo še performance zraven. Ja, tako da tudi mislim, da se ne rabiš sekirati, zbirajo vse žive stvari. Okay, to mi da Ja, jaz malo. betam za uno. A zdaj si že šla Sem ti... se šla pogledat, kaj bomo vzela. Kira stvar. Všeč mi je una, ko so rožice noter. To je tudi meni, kar favorit. Imam Ja. tako na hladilniku zraven ene rože. Te ti ne bo Ful dobro. prodala. Mogoče. To dobimo lahko. dar in pol čez 5 let, ko bo ta podcast razlog za internal fame. Tako. Ja, nekaj. Če ne bom pa to. Prva gostja tudi, no? Tega ne bo noben vzel. Ja, prva gostja. Hvala, Yes. hvala za to čast. Ja, ne, drugače, te skulpture, ki sem se lotila, moj pristop v Hartu je vedno tako work with what you have, low budget, ker ja, takšno je moje življenje in sem ja. In ja, sem v bistvu najdla nek tak prijazen način, da mi ni treba, mislim, se je zglino biti tlo, pa bi rabila nekoga, ki ima peč iskati, bla, bla, Težko bla. bi bilo za nos. Težko bi bilo za Ne bi nos, mogla ja. obesiti tistega. Ne, pa tudi ja, glazure so ful drage in pa sem sam akril nikoli ni razočaral, gips je tudi kar zvest prijatelj, tako da ja. Zdaj, če že govorimo o low budget, jaz imam kle še en zin, ki sem ga prenesla iz Dobre Vage, zelo star Starodavno. zin. Zelo starodavno. Ja. Imenuje se Šment. Ga bom tudi dala spodaj v zapiske, oziroma bom dala povezavo do Instagrama od Zin Vitrin, kjer je med zadnjimi objavami požel največ srčkov. Sem to, da veš. Oh, wow. Jaz sem si ga sposodila iz čitalnice zdaj, da sem ga prenesla sem tudi Jerneju pokazati, pa ostalim. In mislim, da tudi tako nobenega ne razočara, posebej s temi majhnimi detajli, ne, tle piše odjebi gor, če nisi. Ful sem bila zafrustrirana seksualno. Vidimo. Če se vidi, pa to mi je pri mojemu artu všeč, da vidim to evolucijo, kako v bistvu moj odnos z intimnostjo napredoval v neki bolj wholesome, dobrosrčnega. Ja. A boš še kakšne zine kdaj naredila? Ali tako imaš malo odpor zdaj do njih? Ja, to večina teh mojih zinov je bilo v moji eri, ki sem imela zelo slab odnos do moških. Aha, bolj te spomnajo na slabe čase. Ja. Ampak imam en hecen zin, idejo, ki jo rišem že tako 3 mesece, ki bi jo mogla, ki bi lahko realistično bil narejen v 2 tednih, ampak ja, ne vem, zini so tako cute zadeva, če imaš inspiracijo random sredo popovdne in narediš enega. To mi je ta čar zinov, ampak ja, ta zin je v bistvu ja, baziran tako nekako tudi na zgodbah iz realnosti, ampak eni so od prijateljev, eni pa moji, ampak imajo tak twist na koncu. Ampak ja, začetki. S tem sem ja v bistvu dobila prvo razstavo v Dobri Vagi in takrat sem vstopila na slovensko art sceno, I guess. Takrat je bil tak razstavljen tudi un avto roza, ne? Ko pa v bistvu je isto bil naslikan, ne? Ja, to je bil tudi na dražbi je bil, pa sem ga tudi prodala za 50 €. In naslednjič, ti moraš sam tako malo nula začeti. Ja, moram začetno cena dati malo več. Zdaj potem, ko gre to ven.
Ja, ne pol- više dvomestnih. Ne, 3 mesece sam. 4. Setili moji originali v dobri vagi, bojo malo masno dragi. Tako da pohiteti, Pohiteti, ja, lahko se dilate. dokler še ne spremenijo cen. Ne? Ja, Se zdaj že inflacija, piše- moram tudi ti- jaz najemnino plačati. Se že ja, pišejo ja. nove te, kaj? Podnapis, ne, ta nalepka s ceno. Ja, A, ja pač etiketa, misliš. ja, I guess. Ja. Za te morale sem te še hotela vprašati. Sem videla, da si v Zagrebu enega delala, pa v Istanbulu. Ja. Kva pa ta v Istanbulu, ful je, ok, spet imamo to nogometno žogico zraven, ful je lep, ampak tako, a je zdaj ta manjko nekih mogoče brkic pa penisov razlog v tej lokaciji istanbulski, ali je to sam bil... Ja, ne vem, včasih sem trenirala fuzbal, tako da mogoče od tam izhajajo te nogometne žoge, ne vem. Ja, mogoče podzavestno je to res, ampak ne, drugače, mogoče zaradi tega, ker prvič sem naredila nekaj tako bolj v javnosti, če greš full dol v Instagramu, po mojem 2017, sem limala A4 papirje, enega zraven drugega, da je skupaj naredil tako 4x3 metre veliko delo, se reči z dokončantom. A ja, meni se zdi, da je na Instagramu tudi ena slika končnega produkta. Tako neki te stoli pisarniški. Pa, Ja, ki so na koncu v Na rogu. opekah. Ja, ampak fora je to bilo pri meni, ki sem še živela pri starši v Črnučah in sem to dejansko na blog začela limati in sem zraven napisala, jutri dam dol, to je samo, da pofotkam za nek projekt, bla, 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 bla. In ja, naslednji dan pridem, da jaz dokončam to, ker mi je manjkalo, tako sem še 2 vrstice, rabila sem tako više lojtra. In tako gledam in tako nekaj manjka. In tako mogoče je veter odpihnil in pa grem tako malo bližje in vidim, da je nekdo zraven tega moje opombe napisal, da sem satanistična kurba, kako si drznem v sosedski z otroci postavljati kaj tako vulgarnega. In sem tako, pa sem dojela, da tisto, kar je bilo strgan, so bili sam predeli šume in jožk in je bilo prav tako na tleh tako potecan s čevlom in tako nekdo imel tak rage v sebi. Ja, vsega je sploh tudi nanašal na ta odziv javnosti na bolj erotičen art in to je bilo tako prvič, ko sem se soočila s tem, da nek mimoidoči človek pa ni lih najbolj sprijaznen z artom, ki je bolj gol, ker tako ni neka, je bolj nedolžna risba, ni nič vulgarnega, če greš tako v To je muzej. verjeten v učbenikih za anatomijo. Ja, točno tako in me to ful šokiral in pol na koncu sem takrat v tistih časih rog prosila, če lahko tam to naredim, da pofotkam. Ampak ja, to mi je bilo kar hecan. Še vedno imam ta papirček shranjen, ki ga piše satanistična kurba. In pa sem tudi poimenovala to sliko 2 satanistični kurbi v raju. To me spominja na en grafit v Cerknem. Mislim, da je bil, kaj je, kdo se boji umetnic ali kdo se boji ženskih umetnic, nekaj takega. A tako sam napis? Samo napis, to je vse. Mogoče je to. Tako res eden boljših grafitov, ki sem jih videl kdaj v lifeu. Ja, mogoče Ful je bil sem bila inspiracija za to. Kje si rekel, da je to? V Cerknem. Zelo random. Ja, of all the places. Tako. Kdo se v Cerknem boji ženskih umetnic? Vsi. Ne, to je pač sklepam, da so pisali kakšne umetnice, ki tam delajo in pol je bilo tako. Ja, ok. Zdaj vemo zakaj. Ja, ker je ta odziv mojdočega, ki ne sledi ni lih kulturno osveščen, je šokiran nad čim tako exposed. In ja, pa sem to malo, sem zato pa v Istanbulu nekaj bolj sproščenega naredila. Ampak ja, tudi mi je ful nervozno delati nekje ilegalno, basically. Sem tam moral naredila sam nekje, ki mi je frenica povedala, kje ga lahko načeloma v naredim. Istanbulu? Ja, v Istanbulu in pa sem tam eno popoldne tam z enim friendom to slikala in sem se sam bala, da me bo najdu. noben. Na Googlu ga lahko celo najdeš in prav piše, kdo se boji umetnic. Da je v Kažem. opis koordinate.
Ja, veliko Ne, ljudi. ta mural v Istanbulu, Je upam, tudi da ga ful ne všeč. dajo stran. No. Pa Ja. res se mi zdi, da je tako safe. No. Ja, po mojem ne bo noben iz besa, kaj počičkal. Razen če full hate futbol. Ja, sam zraven je bil pa full hecen, ker je naključno zraven bil nek lokal športen in je prišel ta lastnik in je imel ta turški čaj in smo se probali sporazumevati. In je pa tako, a bi lahko naredili še mural zraven tega tima turškega futbola. Ne, sorry, ampak hvala za čaj. Ampak ja, pa sem pa dejansko naredila še en mural v Belgiji, ampak takrat so me pa policaji dobili in ga moram iti zdaj v bistvu prepleskati nazaj. A ja, tvoj job je, da ga... To bo tam, dokler ga ti ne prepleskaš. Ja, in tako manjka dobesedno 5 linij, da je končan in bom prvo to naredila, da ga lahko pofotkam. Mislim, pa ga bom pa prepleskala. Kjer je zanimiva kazen v navednicah. In zdaj, če si ti pač ne kupiš karte, bo to tam. Ja, moj fant je iz Belgije in je za njegovo hišo domačo to in se je mogel ful pogajati, tako prvo sem hotel kazen dati in pa na koncu so prišli do sporazuma, da bomo prepleskali. Ampak je bil tudi nek tak nedolžen moral, kot ta iz Istanbula, nek tobogan na fuzbal igrišču, tako ful nedolžno. A so bolj te intervencije moralske tako spontane ali tako v izi malo načrtuješ, kje bi še kaj? Po mojem večino je kar spontano, ker v Istanbulu je bil bolj, sem dobila tako val inspiracije, ker sem tam delala full random job in sicer editala Exatlon Slovenija. In pa sem tam bila 3 mesece za job in pa sem rabila nekaj ustvarjalnega narediti in zato šla ta mural delati. Tega v Zagrebu, ki sem delala, sem pa pol spet mal potopila noge v seks temo, blowjob v avtu in je bil uničen v manj kot 1 tednu. Tako da, I guess, seks in moral ne gre skupaj. Ampak če jaz prav razumem, je ta blowjob mural med festivalom. Okoli so neki drugi grafiti. Ja. Pa kaj? So bili pa ok. Ampak to ne se čuditi, te grafitarske zadeve. Imaš tudi grafite, ki so bili commissioned in so uničeni tako v 1 tednu. Ja, ne vem, kjer grafiti je. Vem, da ga je prav nekoga naročenega je zaščiten posebej in ga tako zelo pogosto uničijo. Ampak ne, tako, tisti ni niti nič posebnega. Kako da bi rekel, da so zajčke narisani. Okay. Samo ga tako sam tegajo ali prav uničijo? Ja, pač drugi grafitarji pridejo. Ja, ne, pač to je ful popularno med grafitarji, ampak tle mi je bilo pri temu mojemu primeru bolj bizarno to, da je pač nekdo ga je, ok, počička, whatever, to se dogaja v grafit svetu, ampak nekdo je moje ime po spreju, ki sem se podpisala v kod in to mi je bilo najbolj čudno, ker je tako neka jeza, da je ženska lahko tako spolno odkrita in prizna, da rada dela blowjob v avtu, I don't know. To mi je bilo tako najbolj bizaren del. Pa sem hotela imeti neko grafiti bitko in iti nazaj v Zagreb, ampak na koncu so te proper grafitari, ful je bil grd grafit nasleden, so ga pobarvali čez in čisto novo nekaj naredili, ki so bili ta je tak že uničen, bomo novega naredili čez in pa sem še dobro, da si ga Facebook pofotkala, ja, da imaš neko dokumentacijo. Ja, ampak ja, to je življenje je morala. Je nek čar pol vsem, ne? Ja. Mislim, sej ta grafit je še tam spodaj. Ja. Pa če ne drugega, saj nekomu na živc stopil in je nekomu vzbudil neko čustvo. To je na vse zadnje, kdaj pač point umetnosti, vzbujanje. No, zdaj, ki si načela to temo ženske, ki je odkrita spolnost in to, jaz sem te v uvodu označil za aktivistično feministko. A se ti identificira s tem ali ne? Tako, ja, itak, mislim, feminizem, ja, aktivizem, ja, sem tudi na feministično-aktivistični delavnici in vse, tako da full supportam. Sicer ne bi rekla, da sem neka aktivna spokesperson, feministka, ampak mi je všeč, da moj art dejansko neposredno je
feminističen. Ja, mislim, sej ti bi lahko to počela čisto iz nekih navadnih vzgibov, bi pač zato zaradi družbe, kakršne je, še vedno delovalo Ja, tako. ja. Ne bi, ni tvoja nuja, da se tako udejstvuješ, Ja, ne? Ampak ja, še ja. toliko boljše, če Ja, se zavedaš tako, tega in ja. se delaš to namenoma. Ne? Ja, girl power, tudi mi rade seksamo. Se prav. Ja, A zaključimo počas. Ja, zdaj je že to kura. Ne? vsak klepetamo. Ne vemo. Smo se kar zaklepetali. Ja, še kaj, kar bi rada povedala. Ja, Maša, bi še kaj povedala? Ja, ne, to je bilo to za danes. ne. Zdaj se kmalu spet slišimo. Iskrena hvala Petri, da se nam Hvala, je hvala, pridružila Petra. danes na Hvala. tem klepetu. Fantastične gostje, ne? Ja, hvala tudi vsem ostalim, Zdaj je- da so nam prisluhnili. Zdaj je postavila visok prak, ne? Ja. Sta se vidva zabavala. Ful. Okay. Zdaj tale podcast boste lahko poslušali tudi za nazaj, tako na YouTubu, kot na Facebooku, kjer bo pač tudi primerno zunaj. Na drugih pretočnikih. Tudi na drugih pretočnikih, teh Spotifyjih, ostalih zadevah za podcaste. Stvari, ki smo jih omenjali tekom pogovora, pa so bile mogoče malo bolj nepoznane, tisti palčki, čokoladni, pa te zadeve, bova z Jernejem dala v zapiske. Mi smo malo prebrskati spet, kdo je to bil, Ja, ker ja. to je tudi toliko let Imamo nazaj, še da ne vem, čas. bomo najdel. Tako da to Chocolate ne art. skrbeti. No. Petra bi mogoče še kaj dodala. Ja, nič, hvala, ker ste me imela. Še naprej bom ustvarjala in upam, da pričarala na smeške na obrazih. Krasno. No, pa še enkrat hvala obema in se poslušamo kmalu. Bye, bye. Čau. Okay. Ej, to je bilo live. Sam vem, da sem tam videla eno pizdo na mizi. Ja, tam, točno tam, ki si imela miško. Ja, hvala. Wow, okay.